Evo, spet ta kohezija. Kohezija gor, kohezija dol, povsod ena kohezija. Sam jaz ne razumem, kaj sploh je kohezija. Jenač čas je, da profesor dr. Mraka direktno vprašam, kaj sploh je kohezija. Profesor Jože Del Batera. Zdravo Jože, vidim, da te spet ena stvar muči. Praktično karkoli preberem v zvezi z EU, skoraj vedno naletim na kohezijo. No, tudi v najni prejšnji debati sva se pogovarjala o njej, kaj pa sploh je ta kohezija? No, kohezijska sredstva, to so v bistvu sredstva, ki so iz evropskega proračuna namenjena za solidarnostni razvoj manj razvitih delov držav Evropske unije. Gre za koncept, ki ga države na nivoju posameznih držav uvajajo, sprovajajo že celo vrsto let ali pa desetletij. Nenazadnje tudi končno bivša Jugoslavija je imela po svoje zelo razdelan sistem kohezije, čeprav se ni imenovalo tako, imenovalo se je neka podpora razvoju manj razvitih republik in pokrajin, ampak logika je bila zelo podobna, tako da so tiste države, ki so bile bolj razvite, ali v tistem primeru republike, plačevale v nek skupen žakelj, iz katerega so se potem financirali projekti v manj razvitih državah takrat bivše Jugoslavije. Zdaj smo pa končno mi na nekem nivoju, ki je manjši, nižji od povprečja Evropske unije, zato je tudi Slovenija še vedno pomemben prejemnik teh kohezijskih sredstev in tudi na ta način se mi pač hitreje razvijamo, kot bi se sicer. Je pa res, da bo verjetno skozi čas in če bo ta naš razvoj šel tako, kot je pričakovati, Slovenija pač prišla v neko pozicijo, da bo tudi teh sredstev manj, ampak to bo samo znak, da smo v bistvu po razvitosti prišli na nek nivo povprečja Evropske unije. Ok, se pravi, kohezija pomeni, da se pomaga manj razvitim. Tako je, logika je, da se s tem, ko ti podpiraš manj razvite, bo tudi povprečje razvitosti cele države, v tem pa primeru Evropske unije, se povečevalo hitreje, kot bi se brez tovrstne politike. Velike razlike v državi ali pa med državami Evropske unije v razvitosti niso nek okvir, ki bi bil dober za skladen razvoj Evropske unije. Odlično, hvala lepa. Zdaj bom veliko lažje spremljal novice o EU. Adijo, živijo.